Je dober. Dej, da te vidimo. Zdaj se pa sprehajamo po jezu. Upam, da mi bo uspel premagati Tomaža, ampak... Oj! Živja, Tjaša. Čau! Kam greva danes? Ti si izbirala. Danes greva pa na Štajersko. Ja, imaš kakšne dobre predloge? Ja, predlogov je ful. Celjski grad pa tako naprej. Tako da bo še sprot malo prilagajala. Ok, super. Danes pa ti, Tjaša, tole organiziraš še zlet, kam me boš pelala. Zdaj gre najprej skozi Hudičev graben. To mislim, da vzate sploh zanimiv, ker rad malo poplezaš pa tako. In greva skozi ta graben do Celjske koče. Pol pa mislim, da bo šla še na Grmado. Grmada je pa hišna gora Celjanov. Super, zaprav zdaj so na izhodišču za Hudičev graben. Ja, lejte, so pa tle ful imajo lepo parkirat plac, da lahko parkiraš, velik placa, tako da lepo so tole uredili. No, pa se je soteska začela. Eni taki prvi obrisi, kakor me je Tjaša brala, bo nekje tudi malo za poplezati, pa tako jeklenice. No, tega se jaz še najbolj veselim. To so prve jeklenice Klini, sicer iskreno povedano. Jaz sem si predstavljal, da bo to drugače. Je dober. Dej, da te vidimo. Super. Zanimiva, ne? Odlična soteska, jaz vam take stvari obožujem. Nadaljujeva pot. Tukaj spet malo jeklenic, kar je dober za varnost, da se lahko malo primeš. Ni pa nič tako zelo hudega. Zdaj sicer odvisno, kakor za koga. Zame, ki sem še mlad, to ni problema. Tjaša, ki pa že malo bolj v letih, ima pa malo več problemov, ne Tjaša? Pa fajn je, če si dobro obut. Eto, merelke služijo. Ker je malo blata tam vmes, pa malo drsi, tako da to je to. To je to. Tjaša, rekla si, lej to, pa si to iskreno mislila, ali je kanček straha prisotnega? Ne, hudo zgleda, ampak priznam pa, da me je strah, evo. Takole pa še nikoli nisem šla. No, zdaj morate pa nujno naprej gledati, ker bom pa Tjašo posnel, kako bo tukaj šla po teli steni. Tjaša je rekla, da je malo živčna, Tjaša bom šel jaz naprej. Jaz bom šel naprej. Tjaša je prej priznala, da je malo živčna, pa sem rekel, to pa moram posneti. To eno akrobacijo. Pa da vidimo, kako bo tole šlo. Grem jaz naprej. Boste videli, ni čist enostavno. Drugač, narava. Ful lepa, čakajte, še malo bolj za menoj, da te bom posnel. Evo, lejte. Je tam le kar zaplezat. Zdaj pa... Ajde, Tjaša, zdaj pa fej. Ni čisto enostavno tole še hoditi pa snemati. Ajde, Tjaša, da te vidimo. No. Tole je kar šlo. Tole je malo višji. Mogoče mečkem bolj grozno, ker se mečkem nazaj nagne. No, ni pa neke hude sile.
Zdaj bomo pa še Tjašo videli, kako bo šla. Ajde, Tjaša. Gre, super. En velik like za Tjašo vsi. Korajžna punca. Zdaj tle ena brv taka, malo bolj oska. Malo tudi razmajana. Takrat pa lepa soteska. Kaj? Ja, lej, narejeno je tako, da se da čez pride. Evo, pa še ni konc sklinov, se še nadaljuje. Tisto prej, pa tole zdajle, je mogoče najlepši del soteske. Ja, to sem pa tudi jaz videl. No, na tole pa moramo upozoriti. Glejte, tukaj bo pa jeklenico vsak čas se strgala. Sem še ena nitkica drži, tako da je to pa kar malo naravno. Ja, to prej kažemo takmo, kaj jaz, ki imam malo več kil. Tukaj so zdaj pa prišla na križišče, so 3 poti. Tukaj se pot razcep, ja. Tako da, evo, tukaj levo gre pot na Srebotnik, ki je 700 metrov visok vrh. Z lepim razgledom naj bi bil, opisna knjižica pa klopce na vrh. Desno, tukaj gre pa midva, je pa za Celjsko kočo. Potem je pa tukaj še ena pot, ki sva jo opazila, ta pa iskreno ne veva, kam gre, tako da veste, desno Celjska koča, levo Srebotnik. Zdaj te soteske konc, pele pa do Celjske koče na takele lepa potka. Drugač pa Tjaša zadovoljna z izletom, še zadovoljna to, kar si izbrala. Ne, ful sem navdušena, res, ko smo najdla to sotesko, Hudičev graben, ker res ful pobistri pot, tako da top. V glavnem, ja, meni je tudi ta soteska top, tako da Tjaša dobro si izbrala. Hudičeva grabna, to se pravi tudi tukaj. In zdaj, če greva v smeri Celjske koče, mora po mojem iti tukaj. Nečkem se je Tjaša zgubila. Jaz pa sploh razmišljal nisem, sem pa ještě isti. Je pa tle, lejte, tukaj bi lahko malo označili. Lejte, tamle gre, mi so dol prišla, tamle gre ena pot naprej. Lejte, potem gre ena semle spodaj, ena tukaj zgorej, ena še tukaj pa je neka puščica. Mislim, tle bi si pa zaslužili, da ten smerokaz, ali ne? Ja, nič ne piše tukaj, ko prideš. Evo, zdaj so pa najdla ene smerokaze. Tale cesta dol, Stari grad Celje, lejte, to je tukajle. Midva nisva tukaj prišla, midva sva tukaj iza te rampe. Se pravi, da tu greš dol, tle je pa še en, se pravi, Hudičev graben, iz tle so midva prišla. Tle pa zdaj je Pečovniška koča, Grmada, na Grmado bova šla, ne Tjaša? Ja. Tolsti vrh 30 minut, pa Vipota 1 uro. Ne vem pa, če zdaj tu Celjska koča tukaj. To bova pa šla pa ugotovila. Evo, pa sva jo najdla, Celjsko kočo. Prvi cilj. Evo, tole je. Boš kaj povedala, Tjaša, o njej? Vem to, da je na višini 653 metrov. Ti si rekel, da je tukaj bil, ali je še vedno nek mini smučišče. Ti tu sem nekaj imam odzad v možganih, tako da ne me za to držati. To bo še malo Drugač pa še nekaj svem, Tjaša. Da se z avtom da gor pridete. Tako da, lejte, imate parkirplac, tako da bo zelena kavica pasala. Ja, kavica. Lepo na sončku, super bo. Je pa res lep dan, tako da fantastično. Evo, čas za kavico. Najlepši del pohodništva. Ja, res je pa še, pogreba pa tamle, zadnji. Tamle, ki je tale križ. Ne vem, če se vidi, aha, tukaj na Grmado. Tole je še Celjska koča z druge perspektive. Je Tjaša tebi všeč? Ja, veš, da mi je res luštno. Ja, zdaj sva se pozanimala, prepričala, tukaj je smučišče tudi drugač. Zdaj poletje tole za sankat. Ful je lep razgled.
Tjale gor greva zdaj. Tamle zadnji se vidi, je križ, to je Grmada, 718 metrov. Tako da ja, drugače pa zelo lušten, da se tudi z avtom prideti, ampak seveda je bolj peš. Pa lepa terasa za kavico spet. Lepa terasa za kavico, kaj pojesti, tako da ful dobro, no. Drugače imajo pa tudi tukaj otroci, glejte, se s tem sankam vozijo, je tale pot tle, greš gor in se pol tamle dol pripeljejo, vidim, da je to kar aktualno. No pa ne samo med otroki, tudi kakšen malo starejši se pele. Ma se, če sem iskren, se še jaz, evo, lejte, glih tam se eden pele, lejte, zdaj bo tamle dol prišel, ga boste videli. Evo. Zanimivo. Še malo pa bova na Grmadi. Zdaj se je odprl ful lep razgled dol na Celje. Ful je dol strmo, res lepo. Kaj ti Tjaša praviš na vse to? Pazi, pazi, pazi. Ja, meni je lepo. Evo, tole pa bo vrh, tam še ni bil, čeprav smo bili že čist bliz. Kaj Tjaša tudi pozna? Nekaj. Kar za ušesa hudo. No, drugače tle fantastični razgledi na vse strani. Tudi na vse strani je kar strmo. Evo, tle pa res lep razgled na Celje. Kako, kaj ti praviš Tjaša na vse tole? Všeč mi je zelo. Ti je všeč? Ja, ful lušnih ribi tudi okoli. Pa lej, tamle se Celjski grad vidi. Ja. Pa Šmartinsko jezero tam odzadaj, ja. Tako da res je luštno. Lepa. Mora biti pa verjetno tudi tale pot dobra gor, tlele lejte gre, po mojem je lejte čist direktna, ker tlele se kar dol spusti, tako da meni so take všeč, ki hitro višino premaguješ. Drugače pa tole Tjaša sigurno priporočal. Ja, zelo lušten izgled, tako da, lej. Fantastično, ja. Midva sva zdaj prišla iz Grmade. Ja. Tukaj je... Pečovniška koča na Grmadi. Tako. Zdaj greva pa Tjaša... Zdaj greva pa po drugi poti. Ja. Sicer tudi piše Hudičev graben, 45 minut, ampak ne vem. No, tlele greva zdaj dol, se pravi, da ne bova po isti poti hodila. Greva po drugi, jaz narad hodim, dvakrat po eni, tako da bova mogla prideti nekam. No, zdaj greva midva dol po drugi poti. Zdaj sva spet prišla v neko sotesko, ampak to ni una soteska. Ampak je tudi kar zanimiva. Tudi kar zanimiva, ja. In že nekaj časa hodva, ja, in zanimivo. Tjaši nikakor ni bilo jasno, kaj bi pomenilo HGRA. Pa ne. Pa sem pa jaz mogel povedati, ne. Lej, ženske, ne. Ja, lej, dobro, da imate nas moške. Zdaj so prišla dol do ceste, avto mava sem še tamle. Par 100 metrov po mojem. Prav 100 metrov. Kakšna je bila turca, Tjaša? Meni je bila ful luštna, zato ker sva šla po krožno, ker nisva šla po isti poti gor. Hudičev graben je ful zanimiv. Tale dol pa tudi luštna pot, no. Prav taka luštna, nenaporna, tako da fantastična. Zdaj pa mi sem še tle do avta, po mojem ne 300 metrov, 500 sigurno ne. Vrtek, Tjaša. Hvala. Greva pogledat še kaj. Šmartinsko jezero pri Celju. Zelo zanimivo pa je, da se da priti okrog, da je krožna pot. Tukaj sva parkirala, tam gor je pa že jezerček. Ja, bova probala, jaz sem tu prebral, da je 12 km, tako da bomo mogla kar pot pod nogo. No, parkirala sva pa tole tle od zadke, vidite, je po mojem jez. Tle so pa na enem makadanskem placu parkirala, tako da brezplačno in tle je najboljš parkirati, imaš pa do jezera sem 100 metrov. Zdaj so prispela do jeza, ampak Tjaša je dala komando, da greva najprej v teli smeri in jaz se poslušam in tako bo. Tako mora biti. Ja.
Kar zanimivo takole. Kaj ti praviš, Tjaša, na to? Ja, meni so všeč take lepotke, So. sploh kaj je voda zraven. Drugače ima pa ta jezero, veš koliko meri vodne Koliko? površine? 113 hektarjev. 113 hektarjev, to je koliko? Krat 10.000 metrov, kar nekaj. Ne znam pa zračunati, da se nam blamiral, bom raj tih. Jaz tudi ne. Zdaj pa lahko greva desno čez most, lahko greva pa tlele levo, ampak seveda Tjaša je šefica in bo zdaj ona povedala, kam Greva greva. tukaj. Zdaj šlo. ne šlo. Ustavilo se nama je, ne bo šlo okoli, je tukaj nama en prijazen gospod povedal, tako da, ampak bova še kar nekaj prehodila, greva pa bo. nazaj čez most, pa pol tam Pa še po jaz, oni pa strani. kolikor časa bo šlo. Tako. Evo, Tjaša, pa nama je usojeno bilo iti čez ta most, sva že mislila, da ne bova šla. Ja, Dobro, da sva šla tistega gospoda, da se nisva kam zaletela. Ampak jaz mislim, da naj nadaljevanje tudi še zanimivo čaka. se še kar lej tam vse okoli, tako da bo še dosti. Bo. Tako da, lejte, drugače pa takole jezero zgleda. Tukaj je en zelo tak lep lokalček. Si v bistvu čisto zraven jezera. Lepo. Zdaj so pa prišla do tiste izhodiščne točke in zdaj greva pa še v to smer, ki je prej Tjaša rekla, da mora iti najprej v Uno nazaj. Zdaj greva pa še kje, Tjaša, kakor nama, kakor bo možno, ne? Ja, greva pogledati. Tamle okoli, do kjer pač prideva. No, zdaj so pa spet prišla na te meni najbolj ljube zadeve, se pravi tele lesene barvi. Je tudi tebi tudi, Tjaša, všeč? Ja, veš, da mi je. Lej, ful Pa super, pomoljčki. pomoljčki. Ful lepe fotke tle delava, tako da tej pejte malo na Instagrame pogledat. Mene najdete pod Tomaž Gorec, Tjašo najdete pod Tjašo Zupan, pol pa tudi še lepote Slovenije. Bova kar nekaj lepih fotk objavila. No, midva sva prišla do konca Šmartinskega jezera, oziroma ne do konca jezera, do tam, ki je takole lepo urejeno. Tam nisva video posnela, zato ker je en luškan lokal, ampak je muzika ful na glas in potem imaš probleme na socialnih omrežjih zaradi avtorskih pravic. Tako da so šla malo nazaj, pa tukaj posnameva. Dej, Tjaša, tole so zdaj končala, dej ti povej tvoje mnenje, kako je tebi tle všeč bilo na Šmartinskem jezeru. Lej, meni je zelo lušten, do zdaj sva prehodila 4 km, to se pravi, kar se da, ker so te poti urejene, je bilo 4 km, tam le sam še malo naprej se še da iti, ker je Tomaž omenil, da je ta lokalček. Tako da meni je zelo všeč, tudi za otroke se videl, je kar nekaj igral okrog in okrog, tako da zelo lepo urejen, vse pohvale. Pa fantastično malo za posedati takole na tem pomoljčkih. Tako. Res super, tako da tole bi jaz kar priporočil, toplo, tistmu, ki ima rad naravo, vodo in tako naprej. Ja, pa tudi poleti se lahko kopate, tako da... No, to sem pa sploh pozabil, tako da super je tukaj. Zdaj so pa s Tjašo v Šmarjah pri Jelšah. Tole je Kalvarija, Božja pot, ali kako se temu pravi. Zakaj so pa šla sem? To pa zato, ker jaz bom šel, daj Tjaša, 18. ne? Ja, 18. juni. 18. junija je tlele tek, ki bom šel jaz gor teč. To je pač tek, to bo veliko ljudi, se pravi štart bo tukile in gor do cerkve. Sicer to se bo teklo tle po trav, jaz ne bom, mislim, po trav se bo teklo pa do gor. Jaz grem pa danes, imava pa s Tjašo tekmovanje, ne Tjaša? Ja. Bova pa midva šla kdo prej gor preteče. Tekla bova vsak posebej, pa se štopava, imava lepo obe dva Polarjeve urce. Upam, da niso ti kaj preštimala, da bo golfala, ne? Ne. Ja, jaz nič ne verjamem. No, in da vidva, koliko rabva.
No, pa še koga drugega izzoveva, da naj še on proba, pa se posname, pa da vidimo, kdo je boljši. Zdaj pa v komentar, preden gledate naprej ta video, napišite, kaj mislite, kdo bo zmagal, jaz ali Tjaša. Lahko tudi napišete, močno te bo premagala Tjaša, močno bo zmagal Tomaž, tako da vidimo. Zdaj pa jaz najprej se moram ugreti, mislim, da bo pa tudi taktika tle pomembna. Kakšna boš ti, Tjaša, taktiko tle? To ti pa ne morem povedati. Se jaz ti tudi ne bom povedal, tako da jaz imam dobro taktiko in verjamem v zmago. Kaj pa ti, Tjaša, zase misliš? Jaz zdaj še nisem toliko prepričana vase, ker nisem nekaj trenirala, ampak do teka, do 18. junija bom pa tudi jaz v ta pravi formi. Ti, Tjaša, pa imaš ti superge, ker jaz sem superge pozabil, imam sam merelke, tako da v merelkah gor teku, tako da tu bi se mi še ne 5 sekund lahko odbijal. Ja, jaz tudi sem v merelke, tako da ni izgovor. Ni izgovora. Neč, zdaj pa se mal ugrejem in prvi grem jaz, druga gre Tjaša. No, lej, sej. Jaz se moram ugreti, brez ugrevanja meni ne gre, takoj zakuham, tako da... Je pa zdaj le temperatura tudi kar primerna, ni vroče, a ne? Ne. A zdaj si ugret? Nisem, če bom zgubil, bom zato zgubil, ker nisem dobro ugret. Neč, jaz grem, urca, lejte, glej, da ne boš, Tjaša, rekla si, a se misliš, bi se dalo kako golfati, težko po mojem? Ja, lahko, zdaj bi se kao naredil, da si zdaj prižgal, pa bi jo tam le šele na sred. Pa bi ugasnil pa še enkrat, sem cela zgodovina, bi se pa videla, da to ni to. Ja, ne moreš. Neč, lejte, 3, 4, zdaj. No, pa da vidimo. Pa da ne boš padel. Ne bom. Se tole mu pa kar gre. Zgleda, bo kar huda konkurenca. Se bo mogla pa fejst potruditi. Še te ravnine nisem dal čez, pa me že noge čez bolijo. Mnogo hujš, kot sem mislil. Slabo sem tole pripravljen. Sploh ne morem več teči. Hodim, ampak upam na to, da bo tudi Tjaša imela iste probleme in da bom na koncu zmeraj zmagal. Prihajam gor, ampak je kar težka. Le zadnje metre bom probal še malo teči. Če bo šlo, noge mi odpovedujejo, pljuča mi odpovedujejo. Evo, nimam več delač. Bravo, Tomaž, še mal. Bravo! Kakšni so občutki? Crknil bom. No, to pomeni, da ne. Ura? Ni bo gre. 6 minut. 6 minut. Staviti moraš. 5:59. Ne bi šlo hitreje. To moraš biti pripravljen. Aj, težko. Najprej se noge odpovedam. Potem pa še dihal težko. Zdaj je pa na vrsti Tjaša. Tjaša, za 1 meter me pa ne boš ogolfala, meter nazaj iz linijo. Ne, tukaj pa ni treba, lej. Ženska sem, lahko bi dal malo prednost. Ne, jaz sem hočem, da je pošteno. Ok, Tjaša, sem da ti povem, nisem več tukaj 100% v svojo zmago, kot sem bil prej. Tako da ti samo gas, oziroma tukaj pa ne, da bi kaj mi skapala. Ok, grem? Ok, gas. 4 zdaj. Jaz sem tu dobro začel, ampak temle perunili, ker ravnine konc, se je pa tudi pri meni ustavilo. Upam, da mi bo uspel premagati Tomaža, ampak dvomam, ker iskreno nisem lih v najboljši kondiciji. Tako da težka bo. Ampak do junija se to lahko izboljša. Evo, Tjaša prihaja. Tjaša, če boš pohitela, me boš premagala.
Dej, boš me, kakšna sramota. Kakšna sramota zame, koliko imaš? Joj, dan se mi pokvarila. Ej, je to možno? Za par sekund si me. Če sem dala si pa več od sebe, kaj jaz. Tako da, zasluženo, Tjaša. Koliko si imela? 5:44. Sva čast. Za 15 sekund si me premagala. Sam priznam, da sem skoraj umrla. Kakšna sramota zame. No, ampak si pa Je koliko, težko. 17 let si pa mlajša. To se pozna. Ampak to sploh ne moreš teči. Tu hodiš, So te tudi noge matrale? isto, Vse. noro, res. Ko tudi spodaj gledaš, je tako čisto. To bo že, ampak ko pa začneš. Fuck. V glavnem, iskrene čestitke. Hvala. Sem bil prepričan v svojo zmago, pa ni šlo. Lej, do junija Tako je še da- dolga, tako da. Tole bomo mogli enkrat nekaj revanš narediti. Bova, brez skrbi. No, zdaj te pa malo pustim, da se nadihaš, pa gremo pa še cirkuso pogledati. Boš lahko Tjaša kaj povedala, ali si čez gotova? Sem kar gotova. No, v glavnem tole je cirkus Svetega Roka. Ja, Je zelo lepa noter. zanimiva, tako malo Ja, posebna. ampak nisem snemal noter, ker se ne bi videlo. Jaz sem zdaj vse naredil, da bi najdel, kje se luč vžge, pa mi žal ni uspelo. Aja, Tako da škoda. bomo to pa enkrat drugič, takrat, ko Ja. imela revanš, boš šla čez dan, pa ko te bom jaz premagal, pa To bo kmalu? bova še cirko pogledala od Okej, znotraj. izmenen. Živjo! Živijo sva Tjaša in Tomaž, vabiva te. Na prvi piknik lepote Slovenije, ki bo v nedeljo 12. junija. V Slovenija Eko Resort v Godiču, to je pri Kamniku. Če ne veste, samo v Google tipkajte. Lepo vabljeni na druženje z nami. Imeli bomo žurko, igral bo ansambel Kalipso, bojo razne zabavne igre, dobro bo za jesti, za popit. Še kaj moramo dodati? Animacije za otroke, športne igre, tako da No, res lepo vabljeni. To lahko tudi dodava, da so tam igrala za otroke, živali, imajo račke, srnce, Pave. vse živo imajo. Tako da je res zanimiv kraj. Zato smo zbrali ta Eko Resort, ali ne, Tako Tjaša? je. Ja, res je. Pa je tak termin, da še ni konec šole, tako da veva, da boste vsi še doma. Tako da res lepo vabljeni. No, jaz sem prepričan, da bo super in se veselim srečanja. Se vidimo. Živjo! Čau!